Naziv mi pomeni predvsem potrditev, da smo v Slovenijo pripeljali pomemben svetovni kongres, to je konferenca Dance and the Child International, ki gostuje vsaka 3 leta v neki drugi državi na svetu. Priznanje našemu delu, kot to je le rezultat večletnega predhodnega dela, preden smo sploh uspeli oddati nominacijo in realizirati kongres. Hkrati mi pomeni tudi spodbudo k sodelovanju, k povezovanju šolstva in umetnosti, ki lahko pomembno prispeva tudi k razvoju plesa kot umetniške zvrsti, kajti večkrat slišimo, da ljudje rečejo, ne razumem plesa, jaz ne znam plesati. To ni res. Vsi znamo plesati, vsi imamo telo in če se dovolj zgodaj že otroci v času svojega izobraževanja imajo priložnost srečati z plesom kot sredstvom izraza, verjamemo, da bo tudi plesna umetnost imela drugačen položaj v družbi in v primerjavi z drugimi umetnostmi, kot si ga zasluži. Ja, jaz mislim, da je izredno pomembno govoriti o tem področju, ga razvijati in hkrati opremiti ljudi z dejstvi, zakaj je ples pomemben za otroka, je pomembno, zato ker na ta način bo dobil ples svojo veljavo, tako v umetnosti kot v vzgoji in tudi v naši družbi. Ples dejansko je pomemben. Na konferenci so akademiki govorili tako o pozitivnih učinkih na kognitivni razvoj, na socialni razvoj, na emocionalni nivo in seveda tudi na fizični razvoj. Sploh v času tem digitalnem, katerem sedaj živimo, ljudje izgubljamo stik s svojim telesom in zato je zelo pomembno spodbujati telesne dejavnosti, raziskovanje gibanja. Pomembno je skupaj sodelovati in plesati, kar pomeni s tem, da tudi spodbujamo dotik in fizičen odnos do drugih ljudi in do prostora in do sveta, v katerem živimo, ker ne sme preiti v virtualni svet, ker se bojimo, da vse stvari grejo tja. Tako da jaz mislim, da je zelo pomembno in da so take konference res priložnost, da poudarjamo, zakaj je to pomembno za našo družbo.